V Cankarjevem domu je tako ali tako znano, da pač imamo različne vrste razstav, ne samo nujno likovne umetnosti. In ta razstava se nam je potem, ko je bila leta 2023 premierno predstavljena v Frankfurtskem muzeju in tam seveda požela zelo veliko zanimanja in uspeha in bila tudi večkrat nagrajena tukaj v Sloveniji, se nam je to zdelo en res zelo dober projekt, zelo pomemben, da ga pač umestimo v Cankarjev dom, tako po sami vsebini, kot seveda pač predstavitvi zelo obsežne in zelo zanimive in bogate arheološke dediščine, kot tudi iz vidika v bistvu te decentralizacije razstav, ker namreč pri tej razstavi poleg Narodnega muzeja Slovenije, ki je vodil ta projekt in ga zasnoval, sodeluje zraven še 9 drugih muzejev po vsej Sloveniji, kar pomeni, da se tukaj v naši galeriji Cankarjevega doma trenutno predstavlja res celotna slovenska arheološka dediščina. Projekt je vodila Daša Pavlović. Prvo je treba povedati, da je ta razstava izvorno bila narejena kot spremljevalni program na Frankfurtskem knjižnem sejmu leta 2023, ko je bila Slovenija častna gostja. In takrat vse inštitucije v Frankfurtu, nekako sorodne inštitucije, povabijo in nas je povabil Arheološki muzej v Frankfurtu in potem smo se z ostalimi muzeji odločili, da dejansko sodelujemo in da bomo koordinirali v Narodnem muzeju Slovenije ta projekt. Gre za en zelo obsežen projekt, to so 10 muzejev, 22 kustosov, ki je izbiralo gradivo in pa seveda celotna Slovenija, od Prekmurja do morja, tako da smo zelo veseli, da lahko pokažemo na enem mestu ta res velik nabor slovenske arheologije. Kako smo pa zastavili koncept, ker je šlo za knjižni sejem, takrat smo poleg te pestrosti in bogatstva slovenske arheologije želeli pokazati dati tudi eno omaž knjigi. Ampak to je v arheologiji težko v arheološkem gradivu, ampak smo se odločili, da bomo potem pa vseeno ujeli ta kognitivni razvoj mišljenja in idej človeka, ki jih danes želimo ujeti v knjige. In to smo pa naredili tako, ker je imela glasba velik pomen pri razvoju kognitivnih sposobnosti človeka, da bomo najprej predstavili predmete ali pa sklop predmetov, ki so povezani z glasbo ali zvokom, potem drug sklop bojo ti simbolni predmeti ali pa predmeti simboli, ki je tista druga stopnja, ki je potem omogočala govor, pisave, jezike, tako da tretji sklop so pa seveda prve zapisane besede, tudi tiste v venetski pisavi. Razstava Čivki iz preteklosti torej predstavlja slovensko arheologijo skozi različne najdbe in predmete. Poskušali smo seveda ujeti tudi te najbolj značilne ali pa najbolj eminentne kose slovenske arheologije. Žal ponavadi ti kosi ne zapuščajo matičnih ustanov, sploh niti ne vitrin tistih, ki so prav za njih narejene, zato jih predstavljamo v kopijah, ampak lahko vidijo, to se pravi, piščal iz divjih bab, kolo z Barja, tudi mogoče malo manj poznano, ampak nič manj pomembno, šivanko z ušesom iz Potočke Zijalke, ki jo hranijo v Pokrajinskem muzeju Celje, ki tudi velja za prvo šivanko tega tipa na svetu. Potem pa seveda tudi unikate in originale venetskih napisov, kot je rob Situle iz Berlotovega roba z venetskim napisom. Kakšna je posebnost razstave? Naprimer v Frankfurtu zaradi narave sodelovanja nismo mogli vključiti pedagoških vsebin, kar smo pa zdaj popravili, dodali in mislim, da se lahko tudi otroci različnih starosti precej zabavajo na razstavi.